Evo, drugi del. Prej, ko si omenil Klinta, je začela baterija utripati, ne? Tako da nekaj je narobe. Vse zato, ne? To sem te vprašal, kakšna je razlika med kaskaderjem pa stunt koordinatorjem? Ker v bistvu stunt koordinator je v moji glavi že neke vrste tudi režiser v bistvu filma, ne? Akcijskih prizorov, ne? Stunt koordinator pomeni po slovensko režiser za kaskaderske prizore. Stunt koordinator ne more biti vsak, ne? Stunt koordinator ti postaneš z leti, ki si pridobiš izkušnje, ko že toliko stvari obvladaš in da znaš tudi režirati. Stunt koordinator, če ti nimaš 100 projektov za sabo, ne moreš biti. In to tudi tako, ko snemam te filme, mene te prvo vprašajo, koliko filmov imam, pogledam mojo biografijo in če so zadovoljni, me vzame za stunt koordinatorja, drugače ne. Zdaj, če ne bi imel toliko izkušnje, sigurno me ne bi vzeli za stunt koordinatorja na Coffin Light predijanja. Kaskader je pa lahko vsaka, ne. Jaz kaskader lahko naredim od vsakega. Evo, tudi z vami lahko naredim. Od vas lahko naredim kaskaderja brez problema. Od mene? Pa sem z materijala za kaskaderja. Se da. Veš, kaj bi jaz lahko dubliral? Stallona bi lahko jaz dubliral. Stallone? Ja, bi ga lahko. Sem ta materijal, stallonski materijal. Ja, bi ga lahko tekstu dubliral, sigurno si tekst zdaj zapomnil. On si pa je tekst ne zapomnil. On si teksta ne zapomnil. Veš, kaj on je Stallone, on njemu ni treba nič zapomniti. Spomnim, ko je bilo v Bulgariji, kako so se mu smejali, on si teksta ne zapomni, vsakih 5 minut je tekel ven, da je bral. Sam je pa že star, veš, mogoče zato. A že od nekdaj to? Jaz mislim, da že od nekdaj, kot sem slišal tudi druge, ki delajo skozi z njimi, da so skozi iste. To je od Rokija naprej, veš, ko so ga... Preveč so ga v glavo. Ko so ga v glavo tolkli. Landgren ga je tolkl v glavo, ne? Tvoj kolega. Ja, dober je. Daj mi povej, na sodelovanje, pri katerem filmu si pa ti dejansko najbolj ponosen, da rečeš, ej, tu sem bil pa res, wow. Kjer je ta top film, top shit film, ki ti je res bil cool, no? Kaj pa vem, kaj bi rekel, ker prej so te, vse filme so mi cool, ki jih delamo, ker res uživam v mojimi deli. Tudi recimo jaz, ko se pojavim na snemanju, ko me ekipa vidi, so vsi srečni, zato ker vejo, ko se jaz pojavim, da se bo nekaj dogajalo. Ampak kot film, jaz lahko rečem, da sem ponosen, meni mi je najbolj všeč, ker je še naš film, ko smo ga tukaj pri nas naredili v Sloveniji. In to je bil No Man's Land, ko smo dobili Oskarja. Ponosen sem pa zato, ker je bila pa cela slovenska ekipa, 99% skoraj. Smo bili sami Slovenci. In film lahko bi bil slovenski Oskar, ampak slovensko ministrstvo ga je odbilo, vmes da bi ga sprejelo. Uradno je bil pol njihov, ne? Uradno je bil bosanski, ker je bil samo režiser bosanski, ampak režiser je bil bosanski. Treba vedeti, da so bili tudi drugi asistenti, ki so film naredili top. Lahko rečem, da sem na ta film ponosen. Ker sem tam stunt koordinator. Daj mi povej, se ti zdi, da mora biti kaskader mal zadet, da se sploh kaskader, mislim, da se sploh odloči za tak nevaren poklic. Moraš se pošlihtano v glavi, da rečeš, jaz sem pa kaskader. Ma ne, lejte, za kaskader moraš imeti res pošlihtano vse v glavi. A prav, da moraš imeti? Moraš imeti 100% pošlihtano v glavi, ker če ti nimaš pošlihtano v glavi, 100%, ti ne moraš biti kaskader. Ti si lahko enkrat, dvakrat, tretjič, pa ne vem, če te bo uspel. Ker jaz vem, se spomnim te skoke, jaz sem imel včasih ogromno te skoke, sem skakal stolpnice za 60-70 metrov na te zračne blazine. To nisi to mal čuden, da si to delal, ne? Sej, na začetku sem mislil, da sem malo tudi udarjen, ampak vedno mi je ratalo, vedno mi je ratalo, da sem vedno zadev blazino. Ampak pol z leti si rečem, zdaj ne bi šel več skakati, do 30 metrov bi še skočil, 30 metrov višine, bi skočil tudi na škatel. Ma več kot 30 metrov je pol, je hudička ta veter, ki ti spreminja smer v zraku. In jaz sem videl, na zadnje sem skočil 60, ma nekaj čez, točno se ne moram spomniti, vem dol nekaj čez 70 metrov iz Zagrebčanke. Ko sem skočil na zračno blazino, me je veter malo odnesel. Me je veter odnesel in sem padel na rob. Sam malo, da se... Oj! Ja, ne vem, jaz sem zdaj tlej... To ga zdaj kliče Naomi Watts. Ne, kliče žena. A žena, se pravičujem.